Občina Sevnica je zelo vpeta v dogajanje na področju športa, tako na organizacijskem delu, še bolj pa na finančnem delu, na vseh področjih. Zato je na skupnem združenem kontu šport in prostočasne aktivnosti združenih skoraj 1 milijon evrov. Vendar to so sredstva, ki gredo v različna področja, na različne programe. To je vključeno tako neposredno sofinanciranje športnih društev, aktivnosti, tu je vključeno vzdrževanje objektov, športnih objektov, ki so razpostrjeni po celotni občini, v vseh večjih krajih in hkrati tudi novogradnje športnih objektov, ki se dogajajo vsako leto. Vsako leto drugje, vsako leto drugi programi. Ali so to športna igrišča, outdoor fitnessi, letos je tu tudi plezalna stena in vse te ureditve omogočajo športnim društvom, posameznikom, rekreativcem, da to svojo športno dejavnost izvajajo tako, kot si želijo. Cilj lokalne skupnosti je vzpodbujanje vsega športa in nekatere prioritete so posebej pomembne. To je šport mladih, zdrav življenjski slog, aktivni življenjski slog, vzdrževanje zdravja preko športa in zato so te športne ureditve tako pogoste, tako raznolike, da vsakdo najde nekaj zase. In vesel sem, da občani s pridom uporabljajo te ureditve in so jih nekako zadovoljni nad njimi in potrebujejo še dodatne ureditve, kar pomeni, da se šport in športni način življenja, preživljanja prostega časa širi. V našem lokalnem okolju v občini Sevnica je za šport poskrbljeno do neke mere zelo dobro. So določeni segmenti, kjer je potrebna še neka nadgradnja, ampak to je vse potem sedaj stvar nadaljevanja strategije športa, ki je bila sprejeta lansko leto v Sevnici in potem teh izvedbenih načrtov, kjer mislim, da bo tudi ključno vlogo igrala športna zveza. Namreč športna zveza naj bi bila sinergija združenja vseh športnih društev, ki v svojem okolju že tako in tako imajo članstvo, ki je v štartu že močno povezano z redno vadbo, z strokovno vadbo. Del društev izvaja to v sklopu letnega programa športa, v okviru katerega so tudi tekmovalni šport. So pa društva, ki pa to izredno dobro gojijo tudi na področju rekreativne dejavnosti. Ena je rekreativna dejavnost, kar pomeni, da je šport v našem lokalnem okolju tako široko razvejan od otrok v osnovni šoli, da ne rečem že v vrtcu, in kasneje do populacije v 60 letih. Kar mislim, da je zadeva ključna, ko govorimo o športu, povezanosti z zdravjem. V Športni zvezi Sevnica smo se nekje tudi zaznali te stvari in kot letos imamo izdano en brošuro Gibalna Sevnica, ki je nekje temeljni cilj, da prebivalce poskušamo pozvati, ne samo prebivalce, ampak tudi že učence, otroke v osnovni šoli, da se priključijo posameznim društvom. To pa je omogočimo na tak način, da smo v tej publikaciji predstavili vsa društva, bom rekel večina društev, ki so v Športni zvezi in izvajajo načrtno vadbo. Vadbo športa, ki se potem razvije v tekmovalni šport, vadbo športa, ki je v bistvu tudi rekreacija. Pomemben je predvsem tudi ta, da smo opozorili v tej Gibalni Sevnici, v tej publikaciji dan slovenskega športa. To je danes ta naš praznik, kjer lahko rečem, da praznujemo vsa društva, vsi, ki se želijo aktivno, vsi, ki jim nekaj športu pomeni, ki vedo, da jim je pomembno za zdrav življenjski slog, lahko sodelujejo. V Športni zvezi imamo tudi projekt Erasmus, kjer je bila Športna zveza izbrana za izvajalca enega programa SIC, socialna vključenost preko športa. Tukaj je pomembno, da povemo, da gre za vključenost oseb iz šibkega socialnega okolja in tudi teh delovnih migrantov, ki jih imamo v lokalnem okolju, ki k nam prihajajo. Za njih je vadba brezplačna in to pomeni, da tudi ta segment kot rekreativni del povezujemo v
društvih, športnih klubih, ki so v lokalnem okolju v športni zvezi.